predvsem drage gostje. Na vašem ekrančku sem vam zdaj prikazala tisti kvadratek za snemanje, tako da vas prosim, da ga potrdite. Snema se tako, da se vas ne bo videlo, je pa to v bistvu za arhiv in pa tudi, če si bo kdo želel še ta posnetek potem kasneje ogledati ponovno. Tako da res dobro jutro, dobro dan v naši družbi, kot že omenjeno, v bolj sproščenem virtualnem druženju. Kljub temu pa verjamemo, da boste vseeno prejeli kar nekaj uporabnih napotkov za boljšo komunikacijo. Če ne drugega, bomo izvedeli, zakaj je pomembno, kako zlagamo novice. To smo tudi v našem vabilu obljubili. V uvodu bom besedo predala kar takoj mojim 3 sodelavcem, našim uvodničarjem. Namreč na CNS Štupar Cilj z organizacijami že vrsto let sodelujemo tudi pri razvoju vaših sodelavcev. Rok Trdan, Maja Rotar ter Jana Mlačnik so tako dnevno v stiku z vodstvi podjetij, HR oddelki, po drugi strani pa tudi s samimi zaposlenimi, za katere izvajamo številna individualna in skupinska svetovanja, analize in ocenjevanja. Večinoma na CNS Štupar delamo z ranljivimi skupinami zaposlenih, ki imajo v bistvu že ta a priori odpor do kakršnega koli razvoja, ampak smo se od njih zares veliko naučili. In za zaposlene pripravljamo in izvajamo tudi izobraževanje po meri. Sodelovanje tako s predstavniki organizacij kot njihovih sodelavcev nas je pripeljalo do številnih pomembnih ugotovitev, še najbolj moje sodelavce. Če jih organizacija upošteva, bo razvoj zaposlenih stekel veliko lažje. In zato so v bistvu vsi 3 strnili v take kratke napotke, ki jih bodo zdaj z nami podelili, predvsem z namenom, da jih tudi vi lahko implementirate v vaše delo, ukolikor razvijate svoje zaposlene. In v bistvu prvemu, ki mu predajam besedo, je Rok. Rok, dobro jutro. Podeli z nami tvoje uvide. Dobro jutro, Sanda, hvala za besedo. V našem poslu je tako, da smo moški bolj v manjšini, tako da evo, dobim jaz prvi besedo. Obljubim pa, da bodo imele potem pa ženske pa zadnjo besedo. No. Tako da hvala vsem, ki ste danes z nami. Hvala predvsem za to, da ste si v bistvu tam dosti nenavadnem pa zanimivem času, v katerem trenutno smo. Ko je v bistvu ravno ta posvečen čas ena najbolj dragocenih v bistvu vrednot, da ste si danes vzeli tole uro in jo posvetili našemu druženju. Vidim, da je tudi kar nekaj takih, s katerimi že sodelujemo, tako da hvala vam tudi vsem za zaupanje. Ja, kot je Sanda v bistvu že v uvodu omenila, v bistvu, ko mi podjetjem pomagamo pri razvoju kadra, smo v bistvu v zadnjem letu ali po zadnjih letih ugotovili, da je mogoče v bistvu ravno to, ta posvečen čas, ko lahko sodelavcu, zaposlenim prisluhnemo in posvetimo svoj čas, da je v bistvu mogoče to celo najbolj pomembna stvar. Sam se ukvarjam veliko z pripravo vsebin za različne izobraževanja in različne delavnice. In kar bi v bistvu z vami rad podelil, je to, kaj sem se sam ob tem naučil, kaj sem gotovil in kaj mogoče lahko tudi vam v naslednjem letu pride prav. Prva stvar gotovo je ta, da v bistvu vsi iščemo ena zelo konkretna uporabna znanja, ki jih lahko v bistvu takoj preizkusimo v praksi. Če v bistvu samo malo pogledamo iz sebe, če imamo neki izziv, neko težavo, gremo takoj, gremo na Google pogledati ali si na YouTubeu kakšen filmček pogledamo. Enako moramo tudi, ko v bistvu izobraževanja pripravljamo. V bistvu, ko razmišljamo o tem, je smiselno v bistvu izhajati iz konkretnih delovnih nalog, iz konkretnih izzivov, v bistvu s katerimi se soočamo oziroma s katerimi se soočajo zaposleni pri svojem delu. Se pravi, v bistvu to novo znanje mora reševati konkretne izzive. Super je to, da če lahko v bistvu pri pripravi izobraževalnih vsebin oblikujejo, v bistvu, če jih oblikujejo lahko skupaj, se pravi kadrovska služba na eni strani oziroma tisti, ki se v podjetju ukvarja z razvojem kadrov, potem izvajalec in pa seveda tudi sami udeleženci programa. In tudi super je, če lahko v bistvu ta program nastaja sproti. Spomnim se recimo zdaj enega primera, ene delavnice, ko smo se z udeleženci učili enega tujega jezika, ko so v bistvu kar leteli primeri iz prakse, konkretne situacije, konkretne zagate, konkretne v bistvu, kaj morajo v bistvu udeleženci skomunicirati s svojimi strankami in smo potem v bistvu na podlagi tega tudi prilagajali sam program. Se pravi to, se pravi, da imajo udeleženci možnost deliti svoje konkretne izkušnje, konkretne naloge, konkretne situacije. In če v bistvu udeleženci enkrat to prepoznajo, to takojšnjo uporabnost v praksi,
se bistveno poveča motivacija za samo izobraževanje, no. Druga stvar je to, da trendi gredo v bistvu v to smer, da gre v bistvu zelo pomembno, da delamo v manjših skupinah, da delamo krajše delavnice. Kar vidim, da je značilno za današnji čas, je to, da imamo vsi pomanjkanje časa in da imamo vsi zelo kompleksne delovne naloge, ki se zelo hitro spreminjajo, no. Zato je res pomembno, da pač iz tega izhajamo, da vemo, na katerih delovnih mestih so zaposleni naši udeleženci, katere delovne naloge opravljajo. Recimo en tak primer, za računovodkinjo je lahko delavnica Excela zelo drugačna kot pa za recimo tajnico, ker pač računovodkinja potrebuje precej drugačno znanje. Se pravi, učenje v manjših skupinah pa ugotovili smo tudi to, da če organiziramo več krajših delavnic, je to lahko precej bolj učinkovito kot pa nek dolg tečaj, no. Saj, če si samo predstavljamo, tudi vsak od nas verjetno lažje prebere en članek kot pa neko debelo knjigo ali pa gre rajši na en manjši hrib ali pa hitreje pride na en manjši hrib, kot pa vidi pred sabo eno veliko goro, no. In pa mogoče še zadnja stvar, ugotovili smo, da se ta format izobraževanja zelo spreminja, se pravi, tudi to sodobno izobraževanje pomeni v bistvu prilagajanje, moramo tudi tukaj slediti v bistvu sodobnim trendom. Če so se recimo podjetja prilagodila svojim kupcem s tem, da je zdaj ogromno, imamo razmah teh spletnih trgovin, se moramo v bistvu tudi mi prilagoditi z bolj v bistvu fleksibilnimi načini pri samih v bistvu izobraževalnih vsebinah. Mislih imam tukaj pač delavnice, ki se morajo pač prilagoditi, ki so udeležencem na voljo, ki so našim zaposlenim na voljo v času in pa v bistvu tudi formatu, ko so jim najbolj ustrezne. Hkrati pa tudi tukaj najdete način, da so ljudje pri tem aktivni, a ne, zato ker tudi študije pravijo, da si v bistvu precej bolj stvari zapomnimo, če sami nekaj naredimo, kot pa če samo nekaj slišimo, no. Tako da danes se bomo potrudili, da boste tudi sami kaj naredili, da ne boste samo poslušali. Pa toliko mogoče za uvod z moje strani. Zdaj bi pa z veseljem prepustil svoj čas in pa pozornost naslednji. Mislim, da je to Jana. Tako da, Jana, kar izvoli, besedo ti dajem. Super, hvala lepa. Rok, naredil se tako super uvod, tako da bom jaz samo nadaljevala v bistvu z našimi spoznanji v letošnjem letu. V bistvu bom povedala nekaj malenkosti, no, zaradi katerih pa lahko izobraževanje za zaposlene izpade pač bistveno drugače. Če vzamemo recimo organizacijo Marjetica, ki ima recimo probleme s slabo komunikacijo recimo med sodelavci. Kaj bo naredila večina organizacij? Izbrala bo kako zveneče ime in po zaposlenim pač po elektronski pošti poslala recimo uradno vabilo, da jih vabi na delavnico, ki jo bo poimenovala učinkovita komunikacija na delovnem mestu. Seveda motivacija v tem primeru ne bo velika in tudi udeleženci oziroma zaposleni ne bodo kar navdušeno pričakovali delavnice, ampak se jim bo v bistvu v glavi začela postavljati vprašanja, kot so: zakaj pa jaz, ne? A jaz pa ne znam komunicirati, zakaj moram jaz zdaj iti na delavnico, ne? Sedaj mi bo pa nekdo, ne vem, pametoval in mi govoril, kako naj jaz zdaj pravilno komuniciram, ne? Ali ne znam? Tako da vsi ti pomisleki so res smiselni in upravičeni, gotovo jih mora pač organizacija nasloviti. Jaz bi pa rada v bistvu zdaj opozorila vas na dve stvari oziroma vam kar konkretno povedala, kako smo mi že v večjih podjetjih zapeljali stvari malo drugače. In sicer prva stvar, ki tukaj je zelo pomembna, je naziv izobraževanja oziroma delavnice, ne. Pravzaprav svetujemo, no, da sploh ne uporabite tega imena, da vabite na delavnico ali pa na izobraževanje, ker bo šlo za nek prenos znanja, ker ga zaposleni imajo, čeprav ga v resnici imajo kar nekaj, ampak da recimo to aktivnost poimenujete recimo učinkovita oziroma pilotna delovna skupina za pripravo protokola. To se pravi, namesto izobraževanja delavnice raje uporabite ime srečanje oziroma skupina. Če bodo sodelavci povabljeni v neko delovno skupino za pripravo nekega protokola komunikacije, pomeni, da bodo sami potem se morali angažirati, sami bodo že svoje znanje, ki ga imajo, pač delili. Predavatelj oziroma učitelj potem seveda mora dejansko tudi to aktivnost tako izpeljati, kot delovno skupino.
ampak bo v bistvu zdaj predavatelj le usmerjal, bom rekla, ne, te zaposlene in na koncu bo res prišlo pravzaprav do veliko večjega prenosa seveda znanja kot sicer, če bi bila to klasična delavnica. Poleg tega pa bodo zaposleni še resnično pripravili nek protokol komunikacije, ki se bodo z njim seveda tudi veliko bolj poistovetili, ker je to njihov izdelek. Potem druga taka pomembna stvar, ki jo lahko naredi organizacija, je to, da namesto uradnega vabila, k nekemu izobraževanju, delavnici ali pa skupini, kot smo rekli, to se pravi po neki elektronski pošti, kar če je le možno, seveda, če vam le čas dopušča, stopite do vsakega posameznika in ga kar osebno povabite, poudarite seveda njegov doprinos, da kako ste veseli, če se pridružite iz skupini, ker ima veliko znanja in izkušenj in res želite, da jih pač deli z skupino. Zdaj, seveda, vse to v bistvu, oziroma oba dva nasveta, je potrebno potem res dejansko tako izvesti, seveda je največja napaka ta, da bi potem izvedli pa neko klasično predavanje, klasičen prenos znanja, tako da v bistvu res organizacija lahko s tema dvema čist malenkostima, lahko že sama pripomore res k večji motivaciji, pa potem res večji zavzetosti samih zaposlenih. Potem seveda še mogoče, če nadaljujem, drug korak, od tukaj naprej, pa zelo pomembno, kakšnega predavatelja organizacija izbere. Če bo zastavila recimo neko aktivnost, neko delovno skupino, seveda potem mora res izbrati takega predavatelja, ki bo to dejansko znal voditi oziroma usmerjati. In pri predavatelju smo pa mi vedno pozorni na to, kdo je predavatelj kot oseba, ker bom rekla, da prenos znanja ni odvisen samo od vsebine, oziroma koliko se posamezniki naučijo na delavnici, je odvisno tudi veliko od samega predavatelja. Kdo on je, od njegove neverbalne komunikacije, oziroma od tega dobrega stika, nekega pristnega stika, ki ga zna vzpostaviti s posamezniki. In če je res ta stik dober, da imajo res vsi bom rekla občutek, da so res sprejeti, da so slišani, da imajo možnost, da res pregovorijo, da ne govori vedno samo eden ali pa dva. Če predavatelj res to zna, potem je naredil res veliko in bo seveda tudi, bom rekla, vsebina bo veliko bolj dosegla zaposlene in bojo seveda učinki tudi veliko bolj trajni. Pa mogoče samo še eno malenkost za konec. Po naših izkušnjah je veliko bolje, da se predavatelj mogoče ne drži toliko nekega predpisanega urnika oziroma predpisanih tematik oziroma nekega kurikuluma. Zdaj, meni se je že tudi sami velikokrat zgodilo, da sem bila na kakšnem izobraževanju, pa je potem predavatelj rekel, joj, mudi se nam še toliko stvari imamo za obdelati, medtem ko so pa pač udeleženci želeli, da se res pogovarjajo bolj poglobljeno o eni temi. Tukaj je super, če predavatelj in organizacija se predhodno dogovorita, da je možna tudi prilagoditev vsebin, ker zagotovo je v bistvu, če se v bistvu zaposleni želijo pogovarjati o neki temi, je to, bom rekla, neka srž problema oziroma je to neka stvar, ki se jih tudi dotika in bi želeli se res temu poglobiti in je res super, če se predavatelj na to odzove, seveda po predhodnem dogovoru oziroma soglasju z organizacijo. Takole, toliko za moje strani, poskusite vsaj z enim izmed teh naših, bom rekla, izkušenj oziroma ugotovitev, ki smo jih dobili z izkušenj in verjamem, da boste tudi vi dosegli večjo motivacijo pri vaših sodelavcih. Tako, zdaj pa predajam besedo Maji. En lep pozdrav še z moje strani, upam, da se slišimo. Jana je že kar nekaj iztočnic mi dala v bistvu za mojo točko, če šem temu tako reči. Jaz ne verjamem, da bom danes nekaj novega povedala, kar vi že niste slišali, ni pa to zato nič manj res. Kaj je praksa pokazala, pa kaj so leta pač dela z ljudmi v podjetjih pokazala je, da ljudje v organizacijah ostajamo ali pa odhajamo zaradi odnosov. Se pravi, tukaj ni neke večje znanosti, na odnosih je potrebno delati,
In če interno reševanje pač nekih težav ne obrodi sadove, je pač treba si poiskati neko pomoč, strokovno pomoč. To je stvar higiene, jaz temu pravim. Tako kot skrbimo za svoje zobe, jih nitkamo, lepško skrbimo za njih, bolj so zdravi, manj gnijejo, če uporabim to grdo besedo, ker odnosi so včasih lahko tudi kar gnili. In en obisk zobozdravnika v bistvu lahko vsaj prepreči karies, če ga pa že ne prepreči, ga pa vsaj lahko začnemo pravočasno zdraviti. Nena, ki bo meni sledila, prav, da lahko nogavice zložimo na kar 8 različnih načinov. Nena, ne vem, ali 9 mogoče ta, ki je za mano tukaj, 2 različni nogavici, jaz jih včasih rada nosim takole razparčkane, Bomo danes še kaj novega mogoče ugotovili. Jaz bi mogoče tukaj še to dodala, da smo ljudje zelo podobni otrokom, to večkrat poudarjamo. Tisti, ki imate otroke ali pa ste včasih delali z njim ali pa še delate, pol veste, da potrebujejo različne pristope pri vzgoji. Odrasli smo si zelo podobni v resnici. Imamo različne potrebe, nogavice zlagamo na različne načine, problem pa nastane takrat, kadar menim, da je moj način edini pravi. Z vsakim vedenjem v bistvu, z vsakim zlaganjem teh nogavic stoji v resnici neka dobra namera. Vse ljudje v principu delamo in delujemo v veri, da delamo prav. Meni se je recimo zadnjič zgodilo, da mi je ena gospa na svetovanju rekla, da je njena šefica čisto iskreno mislila, da če ji bo grozila, da bo pač v grožnjah ona veliko bolj motivirana za delo. In jaz verjamem, da je ta njena šefica imela čisto iskrene namere od zadja, da jo bo na ta način z nekim ustrahovanjem, grožnjami bolj motivirala za delo. Seveda temu ni bilo tako. Kaj se nam dogaja? Vračamo se v bistvu k tem nekim fundamentom komunikacije, k osnovam. In treba se je vračati toliko časa in tolikokrat, kot je to pač potrebno. To je tek na dolge proge. Kaj to pomeni v praksi? Da je pač treba začeti vzpostavljati to neko kulturo transparentne komunikacije, odkrite komunikacije. Zagotoviti neko polje psihološke varnosti. V taki kulturi meni ne bo težko reči sodelavki ali pa sodelavcu, kakšen način vodenja ali pa komunikacije mi ustreza. In obratno, v taki kulturi se bo moj vodja gotovo ukvarjal s tem, kaj je meni pomembno, kaj je tisto, kar mene motivira. Zveni preprosto, v praksi, kot kaže, velikrat ni tako. Kadar pa glede česa nismo prepričani, je pa pač treba vprašati, ne domnevati. Kar mi v praksi ugotovimo, da velikrat pač ljudje enostavno ne postavijo nekega čisto osnovnega vprašanja, ampak domnevajo. Jaz pravim, moj moto v življenju je, če ne vprašaš, ne veš. Če pa zaključim v bistvu, kaj je praksa pokazala, pa se mi to zdi, da se je v zadnjih 2 letih v času korone še zelo pojačalo, je ta neka rdeča nit, da se vsi želimo v bistvu biti slišani pa upoštevani. In če se danes pogovarjamo o nogavicah, pravicah in nepravicah, ta neka nepravica je nekaj, kar posameznika lahko zelo boli v resnici. In klišejsko, kot se to danes mogoče zdi, ampak z odnosi in komunikacijo se je enostavno potrebno aktivno in strukturirano in kontinuirano ukvarjati. Te spremembe se ne zgodijo čez noč, lahko bi Jana pa Rok verjetno potrdila. Ljudje velikokrat mislijo, zdaj bomo pa eno delavnico speljali, o odnosih, ali bomo šli pa na en webinar in se bomo vsi super duper razumeli pol še naprej. Ne gre tako, žal ne gre tako v bistvu. Se ne zgodi čez noč, čeprav bi si to želeli. Začeti je treba z nekimi malimi koraki in ne odnehati. Še to je praksa pokazala. Če vključujete vaše sodelavce v kakršnekoli izobraževanja, usposabljanja, delavnice, kakorkoli temu rečemo, ne tam odnehati, treba je nadaljevati, se pravi, se ne ustaviti, pa nadaljevati z majhnimi koraki. To je to z moje strani za danes, pa bom predala besedo Sandi. Maja, hvala lepa. Je morda na tej točki kakšno vprašanje še za moje sodelavce? Lahko na hitro zapišete v chat oziroma dvignete rokico, ali kakšen morda uvid v vse te, bomo rekli, napotke, ki vsekakor držijo, jaz to opažam pri drugih projektih, katerih se lotevam. Očitno ste bili zelo jasni, hvala lepa vsem trem. In sedaj se pa v bistvu približujemo temu delu nogavicam, resnicam, nepravicam, kaj vse nogavice skrivajo. Besedo bom predala naši sodelavki Neni Davtanac. Nena je motivacijska govornica, ki črpa iz svojih izkušenj in predavanja podkrepi s primeri iz prakse ter strokovnimi ugotovitvami. Že 13 let po Sloveniji in državah bivše Jugoslavije predava ljudem vseh starosti in profilov, tako v gospodarstvu kot tudi v javnih ustanovah in različnih organizacijah. Kar je bistveno, pa je, da pridobljeno znanje lahko uporabimo v praksi takoj.
Rdeča nit njenih predavanj je spodbujanje ljudi k sodelovanju, prevzemanju odgovornosti, iskanju rešitev in poučevanju o tem, kako deluje človeška narava. V prostem času tudi brezplačno pomaga ljudem v stiski. Nena, izvolite, popeljte nas skozi Nogavice, da bomo danes imeli vsaj popoldne doma mir. Če naši otroci ne bojo po tleh ubrali ali karkoli podobnega. Nena, izvolite. Hvala, draga Sandra, in lep pozdrav vsem skupaj in vsakemu posebej. Hvala, Sandra, za tak čudovit uvod. Zdaj ste mi naložili eno veliko breme in odgovornost. Jaz bi samo dodala še nekaj, omeni, kaj je zelo pomembno, in to je, da jaz zelo glasno govorim, vendar ne kričim, da sem zelo plastična, praktična, da ne bom imela PowerPointov in da se bom malo premikala izpred ekrana, tako da se ne ustrašim, če se bom za trenutek mogoče zgubila, da nekaj vzamem. Preden pridemo do Nogavic, jaz prosim oziroma iščem enega prostovoljca ali prostovoljko. Sedaj prosim svojo tehnično podporo, Sanda, boste malo vi gledali, kdo je tisti prostovoljec, prostovoljka. Tukaj jaz bi kar povabila gospod Bernardo Krištof, ki se nam prostovoljec ali prostovoljec ali prostovoljka. Ne sme biti poslan, mora se sam javiti. Mislim, da se je Bernarda javila. To je bilo dobrovoljno, moraš. Gospa Bernarda. Pozdravljeni. Zdravo, dober dan, pozdravljeni iz lepega Prekmurja. Če še niste bili pri nas, velja za vas in za vse ostale, pridite nas pogledati. Gospodična ali gospa Bernarda, pijete kavo? Pijem. No, evo tukaj je ena kavica, na njej piše, danes je tvoj dan. Potem so tukaj eni zelo odlični osvežilni bombončki in potem sta tukaj dve odlični knjigi, praktična priročnika o razumevanju človeške narave, misli in čustva in Žrtev ali zmagovalec. Odlično za delo z ljudmi. Gospa Bernarda, tole je darilo za vas, boste pustili naslov pri Sandi in boste dobili to darilo po pošti. Hvala lepa. Najlepša hvala. Prosim. Sedaj pa vprašanje za vse skupaj, čeprav vas v bistvu nismo v živo, ampak ponavadi, kadar v dvorani vprašam, kadar smo vsi skupaj v dvorani vprašam, ali je Bernarda imela srečo. Bernarda, vi ste svoje opravili, hvala. Ali je Bernarda imela srečo? In potem so različni odgovori. Nekateri rečejo ja, nekateri rečejo ne. Če je kdo med vami pomislil, da je Bernarda imela srečo, ko se dobimo v živo, boste klečali na koruzi, kajti sedaj prihaja zelo pomembno vprašanje za vsakega posebej med vami. Ali ste vsi, ampak res vsi, imeli povsem enako priložnost? To je zelo pomembno, da razumemo. Ali ste se lahko vsi javili, če bi hoteli? In če ste iskreni, mislim, da je odgovor da. Vsak bi lahko dvignil roko, vsak bi lahko kliknil. Zakaj pa niste? In potem so spet različni odgovori. Ni se mi dalo, nisem se želel izpostavljati, dal sem priložnost drugemu. Kaj, če bo Nena nekaj vprašala, pa ne bom vedel, pa se mi bodo smejali. In temu se reče strah pred drugimi. Kaj si bodo drugi mislili? Zdaj, če bi vas vprašala, ali vam drugi plačujejo položnice? Najbrž ne, lahko bi kdaj, ne? Torej, zdaj pa res eno vprašanje. Zakaj je tako zelo pomembno, kaj si drugi mislijo, če delamo v skladu s svojo vestjo, v skladu z zakonodajo, v skladu s predpisi podjetja in ne na škodo drugim? Zelo pomembno, jaz vas prosim, končujemo letošnje leto, delamo inventure, delamo poglede za nazaj, pripravljamo nove načrte. Prosim, ko vstopate v leto 2022, naj v vaši lepi glavi vse skozi bo, da vsem nikoli ne bomo všeč. Nikoli vsem ne bomo všeč. In še ena stvar, tudi nam ne bodo vsi všeč. In naj vam povem, da je to čisto naravno, s tem ni nič narobe. Nemogoče je vsemu sreč. Ljudje, ki želijo vsemu sreč, se jim lahko dobesedno zmeša
in končajo v bolnišnici ali norišnici. Torej, pomembno je, da veste, kdo ste, da upoštevate zakonodajo, predpise podjetja, da sledite svoji vesti in da ne delate na škodo drugim. Torej, če se vrnem k Bernardi, Bernarda ni imela srečo, imela je pogum, oziroma imela je spodbudo od Sande, da Sanda me je prehitela, ker jo nisem vnaprej opozorila, da bom naredila to vajo. Ampak kljub temu bi lahko rekli ne, a drži, Bernarda? Bi lahko rekli Drži, ne, seveda. drži. Tako, lahko bi rekli ne. Torej, Bernarda je imela pogum. Kaj pa je pogum? Potem ljudje različne stvari naštevajo, ampak jaz vas bom vprašala, ali je pogum odsotnost strahu? Prej smo rekli, da se veliko ljudi ne javi zaradi strahu pred drugimi, da ne izstopa, ne pove svoje mnenje, boji se pogovarjati in tako naprej. Ali je pogum odsotnost strahu? Ne, jaz vas lepo prosim, naslednja stvar, ki si jo zapomnite. Pogum ni odsotnost strahu. Naučite to svoje otroke, zapečatite to v svojo podzavest in v svoje srce. Primer, če gre nek kužek po cesti in če mene ni strah kužkov, potem jaz ne potrebujem pogum. Če jaz Bernardo nekje srečam in jo ne poznam in jo želim nekaj vprašati, če me ni strah, ne potrebujem pogum. Zdaj pa res prosim, še enkrat, če me ni strah, ne potrebujemo pogum. Pogum potrebujemo, ko nas je strah, ko nam srce razbija, ko švicamo, ko se nam kolena tresejo, ko bi na sestanku nekaj vprašali, pa ne vemo, kako bo odreagiral šef, sodelavec, sodelavka, a se ne bojo smejali, a se mi bojo norčevali, ali takrat potrebujem pogum. Torej, pogum je pravzaprav zavestno tveganje, da bom nekaj poskusila, hkrati pa se zavedam, da obstaja možnost, da mi mogoče ne bo uspelo, da predlog ideja ne bo sprejeta, da ne bo razumljena. Ne vem, če grem saditi paradižnik na vrtu, obstaja možnost, da mi ne bo ratal, če povabim nekoga na kavo, obstaja možnost, da reče ne. Ampak veste kaj? Obstaja možnost, da reče tudi ja. Sam če ga ne povabim ali če jo ne povabite, nikoli ne veste, kako bi se izteklo. Torej, pogum je zavestno tveganje, da se nečesa lotimo, da nekaj poskusimo. Ni pa garancija, da nam bo uspelo. In če nam ne uspe, nismo izgube. Vsaka oseba, v povprečju uspešna oseba, ne govorimo o tajkunih pa o lopovih, se pravi uspešna oseba, ki gradi življenje in posle na poštenosti, v povprečju 3 do 4 pogrne, propade, preden doseže tisto, kar si je zastavila. In meni je osebno zelo všeč ena pesem Tveganje za svobodo, ki je meni neznani avtor napisal. Če ste jo mogoče slišali in veste avtorja, mi ga lahko sporočite. Jaz to pesem želim deliti z vami. Tveganje za svobodo. Smejati se je tveganje, da bomo videti neumni. Jokati je tveganje, da bomo videti sentimentalni. Iskati pomoč je tveganje, da bomo pokazali svoj pravi jaz. Pokazati svoje sanje, ideje množici je tveganje, da jih bomo izgubili. Ljubiti je tveganje, da nam ljubezen ne bo vrnjena. Živeti je tveganje, da umremo. Upati je tveganje, da bomo obupali. Poskusiti je tveganje, da nam ne bo uspelo. Tvegati moramo, saj je največje tveganje, da ne tvegamo. Človek, ki ne tvega, ne naredi nič, nima nič in ni nič. Lahko se sicer izogne trpljenju in žalosti, ne more pa se učiti, čutiti, rasti, ljubiti, živeti. Vklenjen v prepričanja je suženj brez svobode. Samo človek, ki tvega, je svoboden. Jaz vas vse skupaj in vsakega posebej spodbujam, upajte si tvegati. Problem večine ljudi je namreč, da namesto svojo lepo glavo razmišljajo s svojimi strahovi. In zaradi tega izgubijo toliko priložnosti v odnosih, v razmerjih, v poslu, v karieri. Upajte si tvegati.
upajte se pogovarjati. A veste, naše življenje je pač vzrok in posledica. Če smo zadovoljni, je to posledica naših pametnih in dobrih odločitev. Če nam ni vse v življenju všeč, je verjetno to spet posledica naših določenih odločitev. Vsaka naša odločitev ima posledico, dobro ali pa manj dobro. In jaz osebno sem se v 60 letih, sem tu pri 60 letih, naučila eno zadevo. Komunikacija je temelj uspeha, temelj dobrih odnosov. Skoraj bi rekel temelj zdravja. Če mi ne komuniciramo, se znotraj nas kopičijo razne zadeve in lahko zbolimo. Vendar je še nekaj. Ne moremo se naučiti tako dobro komunicirati, da ne bi kdaj prišlo do nesporazuma. Dragi in spoštovani, nemogoče se naučiti tako dobro komunicirati, da ne bi kdaj prišlo do nesporazuma. Ja, kako je pa to možno? Saj je toliko seminarjev, ki nas učijo, kako dobro komunicirati. Ja, lejte, ljudje smo taki, kakršni smo. Ne odzovemo se vedno, kot bi si drugi želeli, drugi se ne odzovejo, kot bi se mi želeli. Pojavimo se nekje ob napačnem mestu, drugi se pojavijo ob napačnem času. Iste stvari preprosto vidimo, slišimo, delamo, čutimo in doživljamo na drugačen način. In o tem bi se čisto na kratkem sedaj z vami pogovorila, ker so že vsi pred mano omenjali nogavice. Pa preden pridem do nogavic, ne bom še prišla do nogavic. Naj vas vprašam. Verjetno, a vidite, a se vidi to? Toaletni papir? Verjetno ga vsi doma imate. Pa je, da ga na Japonskem nimajo, no, zato sprašujem. Komu med vami, pa malo odreagirajte tam Sandi v četu, komu med vami kdaj gre na živce, da je WC papir narobe obrnjen? Ste ga kdaj obrnili? Ker vsem, ja. In zdaj, veste, ta vaja je izjemna, če smo v živo. Takrat je ogromno smeha in tako naprej. In potem vprašam, zakaj ga pa obračate? In v glavnem pridemo do tega. Zato, ker ni pravilno obrnjen, zato, ker ni praktično, zato, ker ni logično. In potem jaz zelo rada vprašam, krasno, super, tudi mene jezi, da ni obrnjen tako, kot je treba, a ne? Kako ga obračate? In potem mi ljudje pokažejo, kako ga obračajo. Predstavljajte si, da sem jaz stena. Nekateri ga obračajo takole, vidite, takole. Drugi ga obračajo takole. Tretji, sploh jim ni pomembno, kako ga obrnejo, nimajo pojma, kako jim stoji v WC-ju, dajo ga na poličko, na radiator in tako naprej. Drži ali ne drži? Zdaj bi verjetno pokimali ali pa pisali v chat da. Zdaj pa vprašanje, a se lahko ljudje zaradi tega skregamo, ujezimo? Je rekel en gospod, z lahkoto, če še WC papir se ne zna obrniti, kaj šele druge stvari, ziher še druge stvari dela narobe. Zdaj pa vprašanje, zakaj se ujezimo? Zaradi tega, ker v tistem trenutku menimo, da ni prav obrnjeno. Zdaj pa vprašanje, ali ste kdaj, drugačno vprašanje bom zastavila. Ali ste kdaj koga v nečem popravili? Ne govorimo o vzgoji otrok. Verjetno ste. Naslednje vprašanje. Ali kdaj, oziroma, kadar nekaj delate, zelo pozorno poslušajte, kadar nekaj delate ali govorite, ali v tistem trenutku menite, da je to prav ali da je narobe. Če nismo poklicni lažnivci ali goljufi, bravo, gledam tu, kaj pišejo, če nismo poklicni lažnivci ali goljufi, kadar nekaj delamo, v tistem trenutku menimo, da je to prav. To se mi zdi osnove razumevanja človeške narave. Zakaj? Ker ko se jaz zavedam,
da Sanda ni moj državni sovražnik številka 1, ker je WC papir obrnila drugače kot jaz, ampak da je to samo njen način, jo ne bom več gledala s sovraštvom. Ne bom jo več gledala na način, da mi ona namenoma nagaja. Zdaj pa naslednja zadeva. Ljudje se lahko zaradi tega skregamo, ampak ali je to pametno? Ali je to sploh življenjsko pomembno? Kako je WC papir obrnjen? A ni bolj pomembno, da ga imamo in da smo lahko hvaležni za njega? A veste, in to velja za vsa področja našega življenja. Mi vsak trenutek imamo priložnost, da nekoga popravimo, da nekomu rečemo, to ni tak, to tak, to tak, to tak, zakaj kuhaš v tem pisku, zakaj v pisarni imaš tak narejeno, zakaj ne boš tak naredil. Mi se moramo naučiti gledati, ali je zadeva narejena. Torej, sporočilo WC papirja je, isto stvar lahko delamo na drugačne načine. In preden gremo na nogavice, naj vas še nekaj vprašam. Ali kdo poleg mene ima kakšno slabo lastnost? Jaz jo imam. Kakšno slabo navado? Jaz jo imam. A je kdo razen mene, oziroma poleg mene v življenju, kdaj naredil kakšno napako? Jaz sem tak naredila. Sprejel napačno odločitev. Ja. In zdaj, kadar smo v živo, tam ljudje ponavadi vsi dvignejo roke. Zakaj vas to sprašujem? Ker to je tako zelo pomembno v odnosih, da se zavedamo, da nihče med nami ni popoln. Da smo vsi mi naredili kdaj kakšno napako, kakšno napačno odločitev, da vsi imamo slabe navade. Glejte, zelo pomembno je, da se zavedamo. Mi smo dragoceni, mi smo izjemni, mi smo čudoviti. Dragoceni, čudoviti, izjemni, vredni. Nismo pa popolni, nismo nezmotljivi in nismo nenadomestljivi. Razumete razliko? Jaz sem čudovita in dragocena, vi ste čudoviti in dragoceni, ampak nismo nezmotljivi. In zdaj, ko se mi tega zavedamo, naši odnosi v štartu bodo drugačni, bodo lažji. Ko Sanda ali Jana ali Rok naredijo nekaj, kar meni ni všeč in mi grejo lase po konci, še nekaj moram priznati. To, da mi ni všeč, ne pomeni, da je narobe. A veste, to, da mi ni všeč, kak je obrnjen, ne pomeni, da je narobe. Ampak, ko se pritisk meni začne dvigovati gor in se spomnim, ok, Nena, tudi ti si drugače naredila, kot je onemu bilo všeč, tudi ti si naredila napako, tudi če kdo napako naredi. In se jaz spomnim, Nena, ti si naredila tudi napak, veliko napak, jaz sem doktorirala mimogrede in se napačnih odločitev. Ko se jaz spomnim, da nisem popolna in da sem tudi jaz marsikdaj ušpičila nekaj, ne bom do Sande vzvišena, ošabna, diktatorska, ampak ne bom delala proti njej, ampak se bom pogovorila, bom stopila ob Sando, a ne Sanda, in bova druga ob drugi iskali rešitev. Ne bova delali druga proti drugi. A razumemo to razliko? To je tako važno. Pa veste, zdaj je zelo pomembno stavek izhajaj iz sebe. Stavek izhajaj iz sebe nam prinese gore gorja. Ker, ko jaz izhajam iz sebe, pričakujem, da vsi imate radi valček in ga boste plesali, a ne? Pričakujem, da vsi imate radi sirov burek, pričakujem, da se obnašate kot jaz, oblačite kot jaz, razmišljate kot jaz. In ker temu seveda ni tako, če izhajam iz sebe, vi se drugače obnašate, ste za mene malo čudni. A ste kdaj pomislili za nekoga, da je malo čuden? Kdo poleg mene? Je rekel en gospod, 5-krat na dan. Kdaj so ljudje čudni? Ko se obnašajo, odreagirajo drugače, kot smo mi pričakovali. Čudni so ljudje, ker ne znajo zlagati nogavic. In do sedaj sem jaz v Sloveniji skozi seminarje, ko smo jih še imeli v živo, dala ljudem možnost, da mi pokažejo, kako zlagajo nogavice. In jaz imam tu res 8 načinov in Maja, kdo je rekel, da ima 9, 2 različni nogavici. Evo, en od načinov je tale, lejte, vidite, a se vidi, Sanda se vidi? Druga nogavica je noter. Potem imamo en tak
prav poseben način, ko jih je treba nekako kontra obrniti, pa ne vem, kako zložiti. Potem imamo tak način. Potem imamo en tak način, ko je tu treba tako specifično zložiti. Potem zrolati, da so tako zelo majhne. Ta je kar pogost način, tega tudi, pa tale žogica. Tu je zdaj 8 različnih načinov. In veste, kaj to pomeni v praksi? Če jaz izhajam iz sebe in sva med dve cimri z Jano ali pa Sando ali pa z Bernardo, ko bo Bernarda zlagala štumfe drugače kot jaz, bom jaz rekla Sandi, a veš, kako je Bernarda čudna? A ti veš, kako ona zlaga nogavice? Pa kdo normalen tako dela? A ste slišali že kdaj ta stavek, kdo normalen tako dela? A veste, stvar je v tem, da se moramo naučiti biti hvaležni za tiste stvari, ki jih imamo. Veste, ko smo mi hvaležni, potem ne gledamo to, kar nam ni všeč. In ko smo hvaležni, je znotraj nas povsem drugačna energija. Daj, če pa jaz gledam samo tisto, kar mi ni všeč, pride do velikih problemov. Primer, zagotovo imate nekoga, pri kateremu vam nekaj ni všeč, ne? To je ta črna pika. Recimo, ne vem, sodelavec, družinski član, naj vam povem, da je to povsem normalno. Čisto pri vsakem človeku nam kdaj nekaj ne bo všeč. Čisto pri vsakem. Predpogoj, da mi sprejmemo tuje pomanjkljivosti, je najprej, da sprejmemo svoje, ne? Ampak, roko na srce, vsaka ta oseba, pri kateri nam nekaj gre na živce, v službi, doma, pri sosedih, kjerkoli, ima tudi dobre lastnosti. 10, 20, 120. Drži? Če smo iskreni, moramo reči ja. Ampak, ko se s to osebo srečamo, kaj najprej vidimo? Večina ljudi, vi ste seveda izjema, vidijo to črno piko. In če se jaz osredotočim samo na to črno piko, kar meni pri Bernardi ni všeč, in gledam samo to črno piko in vsem sodelavcem in vsem sorodnikom razlagam o tej črni piki, kaj se zgodi čez čas? Čez čas mi ne vidimo nič dobrega. Mene moti, kako zlaga nogavice, ne vidim pa, kako čudovito kosilo skuha. Mene moti, kako v pisarni ima nepospravljeno, ne vidim pa njenih delovnih rezultatov konec meseca. Dragi in spoštovani, če se mi osredotočimo samo na to, kar nas moti, čez čas mi ne moremo videti dobre lastnosti ljudi. Dejstvo pa je, če nam je všeč ali ne, vsi mi imamo pomanjkljivosti, vsi mi imamo slabe navade, vsi smo bili kdaj v situacijah, ko smo se napačno odločili. In dokler mi tega ne sprejmemo, da smo drugačni, ne pa napačni, bomo imeli probleme v odnosih. Drugačen ni napačen. Dajte to reči na glas, vsak sebi. Drugačen ni napačen. A veste, če moja tašča, moj zet nekaj drugače delata kot jaz, ne pomeni, da so napačni. Zdaj še ena zadeva. Če mi nekaj ni všeč, če mi nekdo ni všeč, to ne pomeni, da se ne morem do te osebe spoštljivo obnašati. Če meni pri Sandi nekaj ni všeč, še vedno sem do nje lahko spoštljiva, korektna, ohranim svoje dostojanstvo, njeno dostojanstvo, še vedno smo v službi lahko profesionalni in kljub temu, da se osebnostno ne ujemava, ne klikneva, še vedno se lahko naučiva profesionalno komunicirati, a ne Sanda, in narediva najboljši možni projekt, kar obstaja. Ampak veste, za tak nivo komunikacije moraš biti osebnostno zrel. In moje osebno mnenje je, da je osebnostna zrelost resnično predpogoj in dobre komunikacije, in dobrih odnosov, in dobrega uspeha v podjetju. Ker oseba, ki je osebnostno zrela, se bo pogovorila. Njena komunikacija bo prijazna, resnična, spodbudna, ob pravem času, na pravem mestu, neobtožujoča, ne bo iskala izgovorov, ne bo iskala krivcev, ampak enostavno se bomo usedli, odkrito, iskreno pogovorili, sprejeli mnenje in stališče in počutje drugega in tudi povedali svoje. Ne bomo se branili. Zato se mi zdi, da bi resnično in podjetja in posamezniki morali vlagati v to osebnostno zrelost. Kaj je v bistvu osebnostna zrelost? Osebnostna zrelost nima zveze niti z leti, niti z izobrazbo.
Osebnostna zrelost je, ko sprejmeš odgovornost za to, kar si rekel, nisi rekel, nisi naredil, ko sprejmeš odgovornost za svoje življenje. V knjižici Žrtev ali zmagovalec je to lepo razloženo. Torej, nogavice, resnice, nogavice lahko zlagamo na različne načine, isto stvar lahko vidimo na povsem drugačne načine. Že Hipokrat, ki ga imajo za očeta medicine, je ugotovil, da smo ljudje različni in nas je nekako razvrstil v 4 kategorije. Razvrstil nas je po nekem našem obnašanju. Jaz vem, da ste se vsi to učili, jaz se sedaj samo spomnim, ker prihajajo prazniki, sicer se ne bomo glih tako na veliko družili kot včasih, ampak kljub temu, da boste videli, da z vašimi družinskimi člani, z vašimi sorodniki ni nič narobe, so samo drugačni. In Hipokrat je rekel, če se postavimo v katerokoli področje, v službi, v družbi, v družini, kjerkoli, lahko ugotovimo, da ljudi lahko razdelimo v 4 skupine. Skupina, ki je njena glavna želja, kar počne, da bo zabavno. To velja na delovnem mestu in na vseh ostalih področjih življenja. Karkoli delajo, da bo zabavno. To so ljudje, ki se hitro navdušijo, povsod vidijo rožice, njim je pomembno, da se zabavajo, da vas razveselijo. To so ljudje, ki jih prej slišite, kot vidite, oblečeni so v živa oblačila, zelo radi se objemajo, zelo radi se dotikajo, ne glede na spol. To ni otipavanje pa šlatanje, ampak enostavno njihova komunikacija je, da te primejo, da te objamejo, da te stisnejo. Ne glede, a so v intimnem odnosu ali so šele 2 dni v službi, ker za njih nihče ni tujec. In zdaj poglejte, te rumeni recimo se radi objemajo, modri pa dotik ne prenesejo. Jaz sem jih malo pobarvala, da vam bo lažje. In za to osebo, ki ni taka odprta, ekstravertirana, navdušena, objemajoča, je moje obnašanje mobbing, napad na delovnem mestu, mučenje, zlostavljanje, vdor v zasebnost in ne vem kaj. In kar je najbolj žalostno meni v bistvu je to, da ta rumeni, izhajajoč iz sebe, misli, da poglablja medsebojne odnose, misli, da jih razvija, ker za nas ni intimnih vprašanj. Večjo neumnost, ko naredimo, rajši jo podelimo z drugimi, zato da vas zabavamo. Za tega modrega je intimno vprašanje, kje živiš, koliko si star, Bog ne daj, da vprašate, kakšno plačo imaš. In kaj se zgodi? Ta misli, da razvija odnose in temu sprašuje, kje si bil v soboto, s kom si bil, kako ste se imela, wow, kje si kupila to majico, prav lepa je, koliko si pa dala? Rumeni misli, da razvija odnose. Modri doživlja kot zlorabo, mobbing, napad. To nam je smešno, dragi in spoštovani, ampak dnevno imamo obtožbe za mobbing, ki sploh nimajo resnične podlage. Stvar je samo v tem, da se ne znamo pogovarjati in da nas niso naučili sprejeti drugačnost, različnost. Iste stvari mi drugače doživljamo. In zdaj, ko jaz izhajam iz sebe, mislim, da poglabljam vaše odnose, vi izhajate iz sebe, seveda ne boste rekli nič. Zakaj ne boste nič rekli? Ker razmišljate, tak normalen ve, da to ni normalno obnašanje. In boste napisali pritožbo, seveda mi ne boste rekli nič v faco, boste napisali pritožbo šefu ali pa v časopis me boste dali ali pa prijavili na inšpekcijo. Jaz pa nič pojma nimam. Bom rekla, vse nikoli ni nič rekla. Veste, in to so te osnovne stvari. In če jih mi v podjetju, v družini ne razumemo, ko mi izhajamo iz sebe, si gorja naredimo. Zato se moramo naučiti pogovarjati. Zato se moramo naučiti sprejeti. Ljudje rečejo, ampak jaz ne razumem. Naj vas nekaj prosim. Ni toliko pomembno razumeti kot sprejeti. Jaz kot kolerik deloholik ne razumem, kako ti lahko čez stopiš, namesto da spotoma pobereš. Ne razumem. Jaz kot kolerik deloholik ne razumem, kako ti lahko sediš in ne gledaš, ko jaz delam in švicam. A se kdo lahko poveže z mano? Ja, ne razumem. Ampak ne glede na to, ali jaz razumela ali ne razumela, ali se postavim na trepalnice, ali jokam, ali kričim, taki ljudje obstajajo. Nimajo težav sedeti in me gledati. In težavo imam jaz, tista, ki švicam. In veste, kaj sem se pol naučila? Če tej osebi rečem, a mi prosim pomagaš, posebej ostala, ja, povej kaj, sicer jaz bi spet ven padla, pa kaj ne vidiš, kaj ti moram vse razložiti, ampak če ji dam jasna navodila, bo naredila.
A veste, in jasna navodila niso kupi poceni, pridem takoj in tak naprej. Jasna navodila o tej temi bomo drugič. Ampak, kar je jasno v moji glavi, je v vaši totalna zmeda ali pa vi imate pojma, o čem govorim. Torej, skupina ljudi, ki jim je pomembna želja, skupina ljudi, ki so jim pomembne, da bo pravilno narejeno po pravilih, po predpisih, v službi jih prepoznate potem, kar rečejo, kje pa to piše v moji pogodbi o delovnem razmerju. To so tisti, ki so bolj mirni, bolj zaprti, ne marajo izstopati, vedno so urejeni, kot da so prišli z manekenske scene, ne potrebujejo veliko ljudi okoli sebe, za njih je družba družba, služba je služba, naredijo vse, kar začnejo, če začnejo, ker so natančni, ker so pedantni, se težko lotijo stvari zaradi tega, ker v bistvu rabijo rezervni načrt za rezervni načrt. In jaz jim rečem, da so ziheraši. To so ljudje, ki so odlični, potrebujemo jih, vidijo vzrok problema, vendar se preveč poglobijo v ta problem in ne znajo ven priti. Ne potrebujejo veliko družbe, ne potrebujejo osebnih pogovorov, enostavno pustite jih, da delajo, spoštujte jih, dajte jim mir in boste z njimi super funkcionirali. Potem imamo tretjo skupino ljudi, ki jim je pomembno, da je po njihovo in to takoj, pridejo, vidijo, naredijo. Radi delijo nasvete, drugi po domače rečejo, radi komandirajo. Ne, mi ne komandiramo, sam delimo nasvete. Če vidimo, da bi to hitreje naredili, bomo povedali, daj to boš tako hitreje naredil. In bomo pričakovali zahvalo, seveda, ker izhajamo iz sebe in ker je nam pomembno, da vse, kar delamo, da bo hitro, učinkovito, čim več, v čim krajšem času, smo naravno alergični na tiste, ki počasi hodijo, se počasi premikajo, ko počasi delajo in tako naprej. In zato jim damo nasveta, kako bojo hitreje. Ampak naučila sem se nekaj. Nasvete delimo v dveh primerih, ko gre za življenje ali smrt, ali ko nas za njih vprašajo. A veste, in če jaz izhajam iz sebe, vsi tisti, ki nimajo moje energije, jaz pri 60 lahko 2 dni delam brez da bi spala. Nimajo vsi take energije. In če jaz izhajam iz sebe, ste vsi v problemih, ker meni ni logično, kako ti pri 25 si sredi belega dneva utrujen. Kako ti je zdaj problem pustiti to delo in pomagati meni? Ta pa se sesuje, se zmrzne, če nima to napisano v načrtu, da bo sredi dela prekinil delo in pomagal njeni. Ta razmišlja, kdo normalen, kar naenkrat da 7 navodil in potem sploh ne, kaj treba narediti. Rdeči pa razmišlja, v čem je zdaj problem? To pustiš in naredi in pa boš naprej delo. Dragi in spoštovani, mi vsak trenutek imamo priložnost, da drugega prizadenemo, kadar izhajamo iz sebe. Jaz vam poslala link seminarja Drugače ni napačen na YouTubeu in vas resnično pogledam, seminar je brezplačen. Resnično vas spodbujam, da ga pogledate, ker si boste olajšali življenje s sodelavci in s družinskimi člani. In na koncu nam ostane 4. skupina. Njim je pomembno, da je mirno, da je lahko, oni so ravnotežje za vse nas ostale. Ko eni paničarijo, ko drugi mečejo stvari po tleh, ko so tretji v depresiji, bojo te 4. rekli, čem je pa problem, zakaj se pa jezite? Dajmo se usesti, dajmo se pogovoriti, sej se bo vse uredilo. In ta 4. skupina je odlična za rutinska dela, odlični poslušalci so, imajo izjemno visok prag potrpežljivosti, prepoznate jih potem, da se zelo radi naslonijo, njihov moto je, če lahko sediš, potem ne stoj, in ko se usedejo, je te pololežeča varianta. Torej, 4 skupine ljudi, enim je pomembno, da je zabavno, drugim, da je po pravilih in predpisih, tretjim, da se dela, je treba delati in da je po njihovo in to takoj, in 4., da bo to, kar delajo, na čim lažji, čim bolj miren način. A veste, in dokler mi ne sprejmemo te naše razlike, da isto stvar drugače vidimo, slišimo, delamo, čutimo in doživljamo, bomo nenehno drugega spreminjali v nekaj, kar ni. In namesto, da izboljšujemo odnose, se bojo naši odnosi slabšali. Vse skozi se moramo zavedati, kar je za nekoga 6, je za nekoga drugega 9. Pač odvisno, s katere strani gledajo, a ne? Zato jaz vas spodbujam in vas prosim, prihaja novo leto, dajmo drugemu reči oprosti, dajmo drugemu reči žal.
Dajmo drug drugega sprejeti s plusi in minusi. Dajmo si nabaviti, to je obvezna oprema za vsa podjetja in za vsakega posameznika, torbico prve pomoči. Vsaka torbica prve pomoči za dobre odnose, za zdravo komunikacijo vsebuje očala, zato da vidimo dobre lastnosti ljudi. Vsebuje elastiko, da se spomnimo, da je potrebno biti prilagodljiv. Ljudje in stvari niso vedno takšni, kot bi si želeli. Vsaka torbica prve pomoči za dobre odnose in zdravo komunikacijo potrebuje obliž, plajšter, da lahko pozdravimo ranjena čustva. Temu se ne moremo izogniti, ker pač rečemo včasih, preden pomislimo, izhajamo iz sebe, z dobrim namenom druga oseba doživi to kot ranjenost in napad, torej da pozdravimo svoja čustva in čustva bližnjih. Vsaka torbica prve pomoči za dobre odnose potrebuje papir in svinčnik, zato da lahko zapišemo dobre stvari o drugih ljudeh, dobre stvari, ki so jih naredili, ne slabe. Melanholiki, vi ste tisti, ki pišete, kaj so vam ljudje rekli, slabega. Tisto, kar so vam dobrega naredili, pa pozabite. Vsaka torbica prve pomoči vsebuje nit, da se povežemo z drugimi ljudmi, še posebej s tistimi, ki nam nekaj več pomenijo in v tej naglici pozabimo in jih jemljemo samoumevno. Samoumevnost je smrt za odnose. Čez 2 minuti bom končala. Torbica prve pomoči vsebuje radirko, zato da se spomnimo, da vsak dela napake in da vsak zasluži priložnost in da damo ljudem, da to napako popravi ali odpravi. Torbica prve pomoči potrebuje čokoladne bombončke oziroma poljubčke. Vsakdo med nami potrebuje objem, poljub, stisk roke, nežnost, prijazno besedo, lepo besedo in nikar na to ne pozabimo. In na koncu torbica prve pomoči za dobre odnose in zdravo komunikacijo vsebuje vrečko čaja ali kavice, jaz se rada zvečer kavico spijem, da se zvečer sprostimo in da se zahvalimo za vse dobro, kar imamo. Veste, ko smo hvaležni, je znotraj nas povsem drugačna energija. Ko smo nehvaležni, gledamo tisto, kar nimamo, in ko gledamo tisto, kar nimamo, postajamo jezni, zoprni, nezadovoljni, zbolimo in gledamo vse, kar je narobe. Glejte, ne glede na to, kakšno situacijo imate v družini ali v podjetju, vedno so stvari, za katere smo lahko hvaležni. In jaz vas resnično spodbujam, začnite si pisati, tako na delovnem mestu, tako za sodelavke, tako v družini, stvari, za katere ste lahko hvaležni. Stvari, ki vas motijo in so pomembne za odnos ali pa za doseganje rezultatov, o njih se pogovorite. V ljubezni in spoštovanju, brez napadanja, brez obtoževanja, enostavno pogovorite se. Hvala, da ste izdržali to. Jaz bi lahko še 3, 4, 5, 7 ur govorila o tem, ampak resnično drugačen ni napačen. Nogavice lahko zlagamo na različne načine, iste stvari lahko delamo in doživljamo na različne načine. Kar mene navduši, lahko vas sesuje. Kar je meni smešno, je lahko za vas žaljivo. Dajmo se pogovarjati. Hvala. Nena, najlepša hvala. In sicer Marina piše, da je bil to eden izmed bolj navdihujočih govorov in pogovorov. In se popolnoma strinjam, predlagam, Nena, da si kar v chatu prebereš pohvale. Samo še to, nazdravljam, danes je prvi dan preostanka našega življenja. Vsem nam pozdravljam, naj bo prihajajoče leto res leto zadovoljstva. Hvala lepa. V bistvu same resnice, poleg tega, kako zlagamo nogavice. Hvala tudi vsem, ki ste bili v današnji družbi. Od vas se bomo poslovili s kratkim novoletnim videom voščilom, ki je nastal v okviru projekta Korak, kompetence za razvoj kariere. In sicer Božiček se je letos spravil eno tako zagato in pri nas smo mu pomagali in svetovali z vsebinami, pač nekaterimi izmed njih, katerih ponuja program. S tem videom se tudi poslavljamo od vas, predvsem pa vam naša ekipa želi v letu, ki prihaja, obilo zdravja, uspeha,
kot je Nena omenila, pogumnih korakov. Dajmo se nekam zapisati ta slogan, drugačen ni napačen, predvsem pa s hvaležnostjo do malih stvari, ki delajo lepše dneve in v bistvu lepše življenje. In pa Nena, kar izvoli, povej še svoj slogan. Uresniči svoje sanje. Tako, hvala lepa. Predvsem pa pogumno, ne? Ker tako nam ne bo žal, da nečesa nismo naredili. Zdaj pa prosim še mojo drugo pomoč, mojo desno roko, Aleksandra, prosim, če zavrtiš še video, da se lahko poslovimo in zares v bistvu v 60 minutah Božiček, kako pa vam lahko pomagam? Jaz tako ne morem več. Res? Mene je čas povozil. A veste, kako je, če dobiš 3 milijarde in več e-mailov z željami? Pa mladi bi radi bitcoine, pa TikTok. Jaz mislim, da je prišel TikTok zame. Odlično, potem pa imam jaz za vas eno darilo. To je naš projekt Korak, kjer boste stopili v korak s časom. Ni važen, a ste zaposlen, a ste brezposelni. Važno je, da ste aktivni na trgu dela. Ja, aktiven pa sem. Razumem, da bi radi menjali poklic, ampak Božiček, kaj pa vsi otroci in vsi, ki ne bodo dobili daril? Tišmen, to imate pa prav. Rdeča minutka. Veste, se bomo mi rajši updatali, pa bomo z Rudolfom in ekipco naredili Google koledar, pa bomo vse skupaj pohendlala, ne? Vse življenje se učimo. Znanje je najlepše darilo, ki ga lahko dobimo. Tako, hvala lepa, lep dan in nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje vsem Nasvidenje. skupaj. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.